Povedal ti bom nekaj. Izrael se predolgo bori proti Hezbolahu in preveč ljudi je ubiti. In niti treba porušiti stanovanjske stavbe vsakič, ko iščeš nekoga, ker je v teh stanovanjskih stavbah veliko ljudi. In niso vsi pripadniki Hezbolaha, to ti lahko povem. In predlagal sem Izraelu naj pusti Siriji, da se spopade s Hezbolahom. Ker če sem iskren s tabo, mislim, da bi oni to opravili bolje. 2 uri preden smo podpisali sporazum, je prišlo do napada v Libanonu, v Bejrutu. Ni bilo kot na jugu, veš, bilo je v Bejrutu. To mi ni bilo všeč. Dal sem jim vedeti to. Ni mi bilo všeč, sploh ne. Ampak mislim, da je Sirija, veš, on je to državo neverjetno hitro združil. Zelo je sposoben. In bil je zelo dober do mene. Zaščitil je vse, za kar sem prosil. On je to naredil. In če Izrael ne more opraviti naloge, ne da bi ubil vse ostale, bo on opravil nalogo. Sirija bo opravila nalogo. Veš, obstaja zelo majhna stvar z nekaterimi droni, ki so bili spuščeni in na koncu naredi zelo... Videl sem ta napad, videl sem, kam je šla tista bomba. Si videl, kaj je bilo to? To ni bilo, to je bilo kruto. To je bilo preveč, veš, lahko narediš tudi preveč. Zdaj pa, da se poglobimo še bolj. Z nami sta Bilal Sladen, naš dopisnik za i24 News v angleščini, in Jakov Lapin, varnostni analitik ter voditelj oddaje Ross Handler Report. Predo. Očitno, kot slišimo, o tem govorimo. Težko je vedeti, kje sploh začeti ob vseh teh komentarjih, ki prihajajo. Ampak začnimo tukaj s komentarji o Libanonu. Za Izrael so bili to težki dnevi. Rad bi še enkrat poudaril za naše gledalce. Ljudje čutijo obup, zapuščenost in zdaj celo obsodbo strani predsednika ZDA. Poglejte, še manj v našem boju proti radikalnemu podaljšani roki Teherana, Hezbolahu, ki nas še vedno nadleguje iz Libanona. Ali veste, ali se Hezbolah drži tega načrta, ki ga predlaga predsednik? Kaj pravi Hezbolah? Ali bodo spoštovali prekinitev ognja? Kam nas to trenutno vodi? No, poglejte, mislim, da bo Hezbolah glede tega sprejemal ukaze iz Irana. In če jim Iran naroči, naj zmanjšajo napade, bodo to tudi storili. Ampak mislim, da ni nič manj pomembno vprašanje, ali bodo prenehali poskušati ponovno zgraditi svoje zmogljivosti. Ker to je nekaj, česar Izrael ne bo toleriral. Mislim, je to sploh vprašanje. Mislim, ali je sploh kakšen resen dvom, da bojo to storili v tem trenutku? Je kdo resen? Torej moramo to razdeliti na namene. V njihovih namenih ni nobenega dvoma. Želijo ponovno zgraditi svoje zmogljivosti in svojo sposobnost, da uresničijo svoje namene. In tukaj je prišlo do velike spremembe. IDF nadzoruje globoko varnostno območje v južnem Libanonu. Videti je precej podobno tistemu, ki ga je imel v 80. in 90. letih. Razlika tukaj je v tem, da večina šiitskega prebivalstva, to so človeški ščiti, baza in vir, odkoder Hezbolah novači, tam ni prisotna. Nekateri so poskušali na nek način občasno priti nazaj v svoje domove. Torej, kar dejansko vidimo, je preoblikovanje južnega Libanona. Hezbolah tam nima več nadzora, nima več svoje paralelne države. To je bilo njegovo srce, to in Dahija ter dolina Beka. In na koncu dneva je to velik udarec za njihovo željo, da bi zgradili nekakšno invazijsko vojsko na meji z Izraelom. Torej, ali bodo poskušali ostrostrelsko napadati, ali pa se bodo poskušali vrniti v gverilski način delovanja. Če bodo to storili... IDF rakete, izstrelki seveda. Vse njihove znane gverilske taktike. Če bodo storili to, kar je včeraj povedal premier Netanjahu, minister za obrambo Katz, bo IDF zagotovo udarila po vsaki grožnji. Ampak mislim, da je veliko vprašanje, na katerega še nimamo odgovora in je pomembno, kaj če Hezbolah začne graditi recimo raketno bazo v Dahiji, v Bejrutu? Ali bo Izrael to samo opazoval ali ne? In moje upanje, pa tudi pričakovanje je, da Izrael ni zavezan nobeni libanonski klauzuli v tem dogovoru, kot je povedal premier, ampak to vključuje tudi, da ni zavezan zgolj opazovati, kako Hezbolah kopiči sile, saj je to osrednja lekcija pri pogovorih o preoblikovanju južnega Libanona. Ta predstava o Sircih, ki so očitno, veste, lahko rečemo neposredni sovražniki. Ta režim v Damasku je imel vojno s Hezbolahom na različnih ravneh. Kaj menite o tej trditvi in ali je kaj, na kar bi morali biti pozorni? Zanimivo, no? Mislim, da Trump res ne razume, kaj se tukaj dogaja, ker izpostavljanje vprašanja sirskega posredovanja v Libanonu v imenu Izraela, še posebej v tem kontekstu, bo katastrofalna poteza za Libanon, za za katerega koli arabskega voditelja, bi rekel. In to je povsem nepredstavljivo, da bi to sploh vzeli kot strategijo. Po drugi strani pa, če nadaljujem tam, kjer je Jakob končal, je strategija Hezbolaha,
dejansko vezati se na Iran. Ko so 2. marca izstrelili svoje prve rakete, so želeli, da se vojna konča pod njihovimi pogoji, kar pomeni, da se Izrael umakne iz Libanona pod ognjem, umikajoč se, kaj ne? To si želijo, absolutno. in trenutno situacijo vsaj predstavljajo kot posledico Teherana. Prav tako želijo spremeniti odnos med libanonsko vlado in Teheranom. A vendarle je dejstvo, da si tudi Američani želijo premirja tukaj. Menijo, vsaj glede na njihovo ideologijo in razmišljanje, da bo libanonska vlada nekako sposobna uveljaviti svojo voljo nad Hezbolahom, čeprav tega še vedno ne vidimo. A oni menijo, da bo temu tako. Torej, če je raketna baza v Dahi, kot pravi Jakov, bo Izrael verjetno šel do Američanov, Američani pa bodo to povedali libanonski vladi. In če se to na ta način ne reši, bodo morali Izraelci in Američani sprejeti neko odločitev s soglasjem ZDA. Seveda, Iran bo med 60-dnevnimi pogajanji zahteval umik Izraela. Skoraj 99% verjetnostjo se to ne bo zgodilo. V nobenem primeru. Ampak ta zadeva je navsezadnje odvisna od tega, kaj Američani mislijo, da bi se moralo zgoditi. Torej, da libanonska vlada uveljavi svojo voljo nad Hezbolahom. In to je samo domneva, ki se nam vsaj trenutno zdi precej neverjetna. Kaj menite o tem, Jakov? Morda je to prvič, vsaj prvič v zadnjem času, da predsednik Trump odkrito kritizira in obsoja naše taktike v Libanonu. Način, kako vodimo to vojno. Govorimo o napadu z majhnim dronom. Hej, to je pretirano, da razstrelimo stavbo v Bejrutu. Mislim, da to v Izraelu močno odmeva, ko predsednik zdaj kritizira način, kako vodimo to vojno. Kako resna težava je to po vašem mnenju? Poglejte, to je resno. Seveda je za nas to sramota, je hinavsko. Če bi kateri od teh samomorilskih dronov poletel proti Washingtonu DC, bi Trump napovedal vojno državi, ki jih pošlje. Torej, to je nekakšno Bidenovo sporočilo v slogu zadovoljite se z zmago. Zdi se, kot da pravi, hej, uspešno ste se branili, zato ne odgovarjate z napadom. To pušča veliko slabih občutkov glede tega, kar počnemo. 100%. Zdaj mislim, da moramo pogledati, zakaj se je to zgodilo, ker je do zdaj Trump stal ob strani Izraelu pri podpori vseh njegovih ofenzivnih operacij. Tako da mislim, da moramo pogledati pritisk, ki ga čuti. Iz naftnega trga, iz ameriške notranje politike, iz njegove lastne baze, iz zalivskih držav, ne vseh, ampak nekaterih. Ko vse to združiš, se je nihalo premaknilo, interesi Izraela so bili potisnjeni v ozadje. In takšne izjave so izdaja naših varnostnih interesov. In mislim, da so to glavni razlogi, zakaj se to dogaja. A nič manj pomembno, Izrael je suverena država. In predsednik vlade Netanjahu je izrecno povedal, da se bo Izrael, tudi če obstajajo nesoglasja, še naprej branil, ne glede na to, kakšna bo cena tega. Tako da mislim, da se tukaj postavljajo rdeče črte. In na mnogo načinov, David, je bilo to le vprašanje časa. Ker Amerika gleda na Iran z več tisoč mil oddaljenosti. Iranske rakete in posredniške sile ne ogrožajo ameriških mest. Ogrožajo naša mesta. In zato naš odziv ne bo enak ameriškemu odzivu. In mislim, da je to na nek način za nas celo zdravo, da začnemo delovati veliko bolj neodvisno. Ne glede na ceno se splača.